v glavnem. Moje prvo vprašanje, kdo si in kaj počneš? Še vedno sem Neža Prah Seničar in sem deklica za vse na javni RTV. Tukaj se mi pa jaz sem tudi malo kot PR-ovka OMP-ja. Dobro, ampak povej, kaj je OMP, veš, kaj sem jaz zagotovil. Ta žargon velikih organizacij, ne, ko pride ven, to smo nazadnje, sem to videl v Tarči, ko je bila tista afera, so vsi MGRT, jaz sem ravno 15 minut, pa dejansko kar vem nekaj o teh stvareh, pa saj za ministrstva, da sem dojel, da gre za katero ministrstvo gre. Tako da še jaz ne vem kratice, povej, kaj je kratica in kaj to pomeni, ajde. OMP, otroški in mladinski program. Evo, no, vidiš. Ni težko, ni težko. Ne, ampak to ni AMZS, ko vsi vejo, kaj je. Razumeš, to je ta interni... Mal bom zdaj užaljena, ampak okej. Ne, bom preživela. V smislu kratice. Ne, pa jaz mislim, ali ni AMZS tudi nekaj pomeni Avtomoto zveza Slovenija, je res. No, ampak tam vsi reče AMZS, mislim, da za mladinski program prej ljudje slišijo mladinskega kao OMP, ne? To je res, pa zdaj še OP gor, tako da je otroški program. Ja, tiste s klicajčkom, ne, tiste logo pa to, ne. Okay. Zdaj, no sej, greva najprej se o tem pogovarjati, pa bo malo poeziji, ker se nazadnje mislim, da nisva dovolj, ti imaš nekaj sarkastičnega, kdo bo to I do not care. V glavnem... Ti boš poslušal. Ko bom montiral, to je das res. Se pravi, zdaj, ko je bila, kako zdaj rečemo, ko je baje v preteklosti koronavirus. Kako temu, veš, ko se mi zdi, da smo vsi bili tako, neka korona situacija, pa kako zdaj temu govorimo? A zdaj upamo, kaj reči, ker lahko ven hodimo in seveda imamo maske vsem, ker jih vsi nosimo. Ampak tako res me zanima, kako ti rečeš. Ker si o tem tudi razmišljala, če ne drugega zaradi oddaje, kako se reče tej situaciji uradno, mislim uradno. Po koncu razglašene epidemije, oziroma zato smo rekli, da ni več epidemije. Ja. Po korona čas. Čeprav je še vedno nek korona čas. No. Ja. Ne vem, nimamo še neke skovanke, drugače zdaj, prej smo govorili korona počitnice, ne v izodromu in infodromu, zaradi ker so otroci dejansko uporabljali ta izraz. Zdaj pa govorimo korona šola, ker so otroci dejansko v šoli, čeprav so se zdaj vsi ti ukrepi zrahljali, ne, so lahko skupaj v razredih in tako naprej, ampak vem, da je že v petek Tina uporabljal v infodromu korona šola. Korona šola. Ja, ampak to je za šolarje, no, razumem, ki so naša ciljna skupina. Ne, pa se zato sprašujem, ker se mi zdi, če je kdo mogel razmišljati, se mi zdi, da tako za odraslo, pač populacijo, je pač karkoli reče, vsi malo vemo, kva mislimo, ne, pa tako itak je bilo ful nejasno. Vi ste pa dejansko mogli dati neko oznako na to, ne? Ja, ampak dejansko je ta oznaka prišla od otrok, ne? Ne bi jaz rekla, da smo mi razmišljali, kaj bomo mi rekli, ampak zaradi tega, ker smo bili na družbenih omrežjih neprestano povezani, ne? Čisto vsak dan smo se delili prek družbenih omrežij tudi in smo dobili res veliko povratnih informacij pa feedbacka od otrok. In so sami uporabljali korona počitnice izraz in šele od njih smo mi dejansko dobili to informacijo, sicer zelo hitro, prvi, drugi dan situacije so bile že korona počitnice, ne, se potem so pa tudi že Kozma je imel skovanke korona junaki, korona bedaki, no, in tudi niso njegov izum te skovanke, ne, zaradi, ker zbirajo pač besede, no, in so takoj zaznali. Dejansko nekako od ljudi pride, no. Ja, se to, ampak mislim, da je ta prva asociacija valjda bila počitnice, ker ni bilo šole, vrtca in ostalega, ne. Ja, ampak je bila šola. No, sej to, mislim, ni bilo treba nekam, no, to je. Zdaj, kako ste vi program prilagodili, se vam vidak pa pogovarja, pa izodrom, pa to, tisto, kar me bolj še zanima na začetku je, kaj pa ta scena, ker jaz zdaj iz to valjda iz svojega zornega kota gledam, ampak kle se je res pokazal, koliko smo ljudje neka družabna pač biti, tako, se vem, da je to zelo, ta filozofiranje opravi, ampak tako, kaj pa pač a veš, ker jaz si predstavljam, kogarkoli bo star, gre reči osnovna šola, kaj, ni mi treba, kjer 6. dan, 12. dan, misliš, da je ratal weird, tako. Po občutku, a veš, pa, ker ste dejansko imeli neki stika, da pač, zdaj sem pa doma, pač. Jaz mislim, da že prvi dan. Ja, no, zdaj recimo, kaj gledava prvi dan, ker je bilo 12. je bila razglašena epidemija ob 6. zvečer, v petek večina otrok že ni šlo v šolo, v Kamniku in Šmarju pri Jelšah, odkudar prihajam, kakšen dan prej. Ne, v ponedeljek smo mi začeli z oddajo 16. in dejansko takrat so strežniki padli, ne, za osnovnošolce, ker je bilo preveč otrok gor
vlogiranih, ker so pač se šli šolati nadaljavo. In že prvi dan, ko smo imeli oddajo, so nam otroci takoj sporočili, strežniki ne delajo. To je bilo tako prvih 10 minut programa. Ne? In jaz mislim, da je otrokom bilo takoj že malo weird. Bili so veseli, tudi par dni prej, ko so se drugje zapirale šole, je že bilo malo tega, kdaj bo pa pri nas. Vem, da sem jaz še za osvežilko neke meme delala, ker je bilo še, mislim, za nas je bilo takrat z eno distanco gledano še mogoče zabavno, si se še lahko pohecal, ne? V drugih krajih in državah mi je jasno, da jim ni bilo smešno in zabavno, sploh ne pri naših sosedih. Ampak takrat je še bilo, no, potem po parih dneh se pa pač je bila malo drugačna situacija, no. Ampak tudi to je, recimo, mi smo delali pač za to ciljno skupino otrok, osnovnošolcev, ampak ko dobivaš povratno informacijo, se moraš vedno zavedati, da najverjetneje dobivaš povratno informacijo od nekega srednjega sloja. In otroci so pa zelo raznoliki, tako kot odrasli, ne. Pač imamo različne življenja, v različnih situacijah živimo, ampak ta nek video odziv je prihajal predvsem, bi jaz rekla, od nekega pač srednjega razreda, srednjega višjega razreda, kjer so otroci vešči te komunikacije, kjer otroci uporabljajo video, kjer jih tudi starši na nek način podprejo, ne, ker smo jih mi skozi vabili, pošljite nam svoje posnetke. Ne. Ja, da sploh se odločne. In smo pač dobivali te njihove posnetke, kako si krajšajo čas in podobno, no. Smo pa pač pogrešali ali pa na nek način bi si želeli tudi več odziva tisti, ki so to na težji način doživljali, ne, se tudi gre za neke socialne stiske, gre za to, da si z nekom doma 24 ur na dan, pa niso vsa okolja prijetna za otroke, ne, za ene je šola varni prostor, no, teh odzivov pa smo malo manj dobili, smo na neke druge načine skušali potem tem otrokom neke informacije, kam se lahko zatečejo. Ja, pa sej že ta poanta, ne, niso tudi vsi na internetu, pa to se, kakor se to sliši. Jaz sem bila ful, oprosti, te prekinem, ampak jaz sem bila zelo presenečena, ampak to je bila ena 14 dni nazaj, 3 tedne nazaj, se mi zdi, da je dalo, no, zdaj mi pa je šla presva v kraticah, govorila, še jaz ne bom spomnila izraza, Zavod za šolstvo, ne, ki je dal informacijo, da jih je presenetilo, koliko otrok nima računalnikov, pa mi je bila, kaj je bila kao uradna informacija, 715 nekaj takšnega, ne? Pa mi je bila tako, kako vas lahko to preseneti? Mi imamo 455 osnovnih šol, 300 podružničnih, mislim, logično je, da na vsaki šoli je vsaj en otrok, ki nima računalnika. Vsaj eden, tako, v resnici. To mi je bilo... Škle, meni tudi ta kašna floskula mi je ta, ker sem nazaj razmišljal, jaz v resnici moram reči, da mislim, nam rekel, da me je presenetilo, ampak sam razmišljal nisem o tem. Mislim, da pol čim malo začneš, kot se rekla, seveda nimajo vsi kompa doma, seveda niso vsi na internetu. Ampak, veš, jaz tudi prihajam, mislim, ne bom zdaj rekla iz nekega hudo ruralnega področja, ampak jaz prihajam iz območja, kjer vidim, kako hribovit je lahko svet in kje so lahko luknje in vozim se tukaj v Ljubljano z vlakom, in vidim, ki je signal ne dela. Ki pade na edge, ali ga pa ni, več ali manj. Te stvari so ti nekako jasne, mogoče v centru Ljubljane malo manj, ampak čeprav tudi tukaj so zelo raznoliki. Niso posod kabli napeljani, že to je ena stvar. No. Ne, pa to sem hotel reči, se mi zdi, veš, ful se je govoril, se mi zdi, da je bila neka ta obsesija, nekaj so vsi pogruntali, da pametni telefoni obstajajo, pa tablice. Tablico vsake moče, a veš te, pa vidiš, kako je to v resnici ena prazna zadeva, ker tudi če bi jo imel, če jo domov nese, ne gre vsak. Mora znati tudi uporabljati, že tudi to je. Že kle je težava, absolutno, ker eni valjda se čist prehitro dobijo ta znanja, mora biti povedan. Ampak nimajo vsak te možnosti. Ne? In je res, se mi zdi, to je tudi mene, tako, že spet, ful nočem reči presenetelj, ker izpade, ampak prav slepo pego sem imel za to. No? Kako ste pa pol prišli do kakšnih teh, a veš, do teh odzivov, ne? Ker najlažje ti mi vzemi, nariši in pošli na mail, ne? Če ima vse to, pa ta pot jasna, neko pol pride kakšen drug odziv. Mislim, mi smo imeli tukaj resnično težavo, ne? Ker smo se zavedali od prvega dneva, ne? Mi drugače imamo snemalno ekipo, mi se lahko, dobro, ne moramo se zapeljati čist povsod, zaradi tega, ker smo tudi časovno omejeni, ampak se trudimo, da pač en dan, ko imamo daljši termin, gremo pa nekam izven Ljubljane, ne? Recimo jutri grem v Maribor. No, ampak tokrat se pa nismo mogli, mi nismo imeli snemalnih ekip. Valjda. Dejansko mi smo bili vezani na to, kaj nam pošljajo. In mi smo televizija in smo bili na nek način vezani na to, da nam pošljajo video, ali pa, ker je bila domača naloga iz dneva v dan,
ne, Pošta Slovenije ne bo dostavila tako zelo hitro, ker niti ne morejo. Dejansko to je ta minus našega programa, ki ga mi nismo znali rešiti. No. Pa smo se trudili in smo razmišljali o tem, ampak Ja, v bistvu je tako, tam je šlo za dvosmerno komunikacijo v smislu tega, da je ta otrok recimo imel komp, pa starši so omogočali, pa da je bilo vse kul, je v bistvu noro, ko vse tehnologija omogoča. Je pač, da lahko toliko enih stvari nazaj dobiš. Mislim, mi smo dobivali po 100 videov na dan. No? Veš, to ni malo, da se otroci posnamejo, naložijo. Tudi je bilo ful zabavno, zato ker tudi vsi starši niso vešči tega. In ti se ne pogovarjaš neposredno z otrokom, ne vedno starše vprašaš, pokličeš, če se dogovarjaš za to, da nekaj pošlje. In se prav spomnim, ko sem kakšne večere preživela potem na telefonu, ko sem inštruirala starše, kak da zdaj na transfer z telefona. Ampak vse je logično, se tega ne uporablja. Mogoče se nam zdi, da No, to sem pa sam hotela reči. Recimo potem nekako te otroke, ki mogoče niso ne toliko vešči ali pa toliko ne uporabljajo, smo poskušali prek učiteljev, ki jih poznajo, pa da so si otroci potem na svoj telefon posneli, pa nekako do to učitelja spravili. Smo to potem mi dobili. No? Ampak do vseh ne more. Meni se zdi fajn pač luč na to posvetiti, ker je res, jaz pol zmeraj pridem, to je zdaj ta moja agenda, ki jo imam, samo kar delam glede interneta, pač da internet na tak ali pa na drugačen način bi mogel ratati voda pa elektrika. Na eni točki to mora biti jasno. In pol vsi zdaj nekaj ful enega upov polagamo, mislim, to se zdaj slabo sliši, ampak ful enih upov polagamo v to korona krizo, da kva vse se bomo pa zdaj naučili, ker prej je bilo mišljeno, da ni mogoče, pa se mi zdi, da ta internet je na 6. mestu, pa se mi zdi, da mogoče mogo biti višji. Čeprav, tu je pa tudi ena stvar, ko recimo ravnatelji in ravnateljice so se zelo hitro zavedli te težave. In jaz sem govorila s kar nekimi, ki so dejansko vzeli računalniki, ki so jih imeli v šoli in so ravnatelji in ravnateljice in hišniki in učitelji naložili svoje avte in otrokom pelali domov in so jim pokazali, kako se dela, in potem so bile tudi pač neke akcije, ko so internet, v bistvu te premične modeme. Mobile hotspot. So jih razdelili. Tako da ene stvari so se premaknile. In tudi z otroki, ko sem govorila zdaj že v tem zrahljanem času, kaj so se naučili v tem času, jih je ful govorilo o tem, da so se naučili e-mail uporabljati, pa da so se naučili Zoom uporabljati, v bistvu tehnološko so se oni tudi, ni zdaj samo Instagram, ampak je veliko več stvari, pa kuhati so se naučili. A se nismo vsi neža. Jaz sem stala že prej. Jaz ne, sploh ne bom šel to, ker sem kar patetičen, kar se tega tiče. V glavnem. Še sem reči čokolino s hladnim mlekom, pa se skregava. Ti pa povem, da sem ga prvič v življenju kupil. Dejansko sem jaz nisem nek fan, grejo reči, da pri nas doma bom zdaj ta množino uporabljal, ker da imam jaz kaj s tem, nimam ničesar. Se dela granola, veš, ko dam vse v tretjo osebo, kjer jaz jo gledam, kako se dela, v glavnem. Sem pa prvič v življenju čokolino in to ni toliko slabo, to je kar zdaj reklama, ampak tako, razumem, zakaj to ljudje dejansko je. Gosto ali mehko? Moram reči, da sem pol bil, na začetku sem šel all in gosto, ker valjda mora biti pocast, tako da je too much v resnici, da že ostanejo te snežinkice, veš, da se sploh ne stopijo vse. Pol, ko je pa trajal, ker sem kupil neko medium pakungo, sem pa začel tako tudi, zmeraj bolj redko sem to začel jemati kot nek tak fancy kakao, napitek. Ja, v bistvu energijski napitek. Ja, nisem bowle več tako, ampak sem ta malo bowlico vzel, pa sem tako da Jaz ne morem verjeti, da nisem nikoli onih medekov izrezoval, pa pošiljal. Kakšno otroštvo si imel? Očitno ne tako, kot vsi ostali, ker jaz imam par slepih pegmam in to je res ankol, tudi tako, da bi ga doma kupil, pa ni tako, nisem imel nekaj staržev od tega, pa samo nekako niš, ne vem, pač ne. Medve sestre so ful izrezvale in ona je delala si gosteka, si delala pa bolj tekočega in vem, da pol nismo mogli niti menjavati pa to. Kašen. To je ful fajn, da smo se zdaj tem pogovorili. Tako se ljudje ločijo. Samo še to, kar se interneta tiče, še eno stvar sem hotel vprašati. Zdaj pa zate, kot novinarka / voditeljca / producent, tako se rekla, pač vse živo, kar počneš. Zdaj, v teh cajtih, a ti je kaj preveslo v to, da je mogoče telefon ratu še bolj tako produktivno orodje?
Veš, kaj, v A smislu, veš, da sem si kupila boljši telefon? to do tega prideva, sem prej, ko si nekaj počela, ne bom rekel, kaj sem opazil, da nekaj ne štima. Na tiho sem dala Tako da, telefon. ja, no, sej to, bova prišla do tega, ker si mogoče celo nekaj prav naredila, ni važno, glavno to so najne šale. Ne, ampak, a veš, a ti jema, ker še nekaj to sprašujem, ker tudi recimo za tiste, ki nimajo računalnika doma, ne, se mi zdi, da bo da ta računalnik bo hiter, bo dosti telefon v resnici, no. Ker to je pa ta moja mantra, ki jo imam pa zdaj res zadnje 3 leta, da so zdaj ta pocen telefoni so ratali dejansko dosti dobri. Kaj je pocen telefon? Pocen telefon je tisti, kjer se lahko pogovarjamo, ko je brez vezave 250-200 evrov, na vezavi je pa ki ti ga dajo. Ja, si ga itak plačaš. Ga plačaš, ampak v smislu, ko se vežeš, klemaš ta telefon. A veš za to, da če ne vzameš novega telefona, ko ti ta vezava poteče, ti daje lahko pol, ti daje cenejš pol naročnino. Ja, ampak ne moreš pa telefona vzeti, zdaj to je ta yin-yang. Okay, če imaš v redu telefon, če nisi Tomič, ko rab telefon vsako leto Jaz imam, to je zdaj zelo slabo, ker sem glih novega kupil, ampak ti bom povedal, zakaj sem novega kupil. Jaz imam dejansko 3 leta star telefon, sem Pixel 2 XL. Zdaj sta že 2 pixela vmes vam prišla. Zdaj moja zainteresirana. Ne, kupil sem novega, zato ker je mojemu očetu moj prejšnji telefon pač umrl in zdaj jaz imam piramidno shemo doma, on dobi pač moje stare telefone, jaz pa nove kupujem. Dober človek si. Jaz kupujem telefone, ki zdržijo. Neža. Pridemo do tega. Ne, ampak a ti je prevesel, ker to je računalnik. Mislim, to res je računalnik in jaz mislim, da bi se dal, nam rekel vsem, ampak veliko večino stvari, tudi kar se šole tiče, bi se dal s telefonom delati. Vse veliko otrok je delal prek telefona in tudi to, ko sem prej razlagala, da sem inštruirala na nek način starše ali pa jim pomagala, da so poslali te posnetke do nas, pa se to so vse druge kolegice tudi počele, da ne bo zdaj administrator. Ste cela ekipa, jaz samo tebe vabim, ker drugih ne maram. To ne bo uradno reče. Ne, se ne hecam. Moje kolegice so krasne ženske. Se strinjam. Ampak Tomič se jih boji. Ja, to je res. Bolj gre za strah. Za strah, ki ga zakamufliram. No, v bistvu jaz jih nisem inštruirala, da naj oni vzamejo kabel in dajo na računalnik stvari, ne? Ampak preprosto kak prek transfera, prek telefona pošleš. Ja. Ne? In že to je nek način je bilo zanimivo, ne? A ne rabim dati gor, ne? In se na nek način zaveš, da za ful stvari ne rabiš dejansko računalnika, ne rabiš več tega zdaj umestnika. Da ni to. Da deluje, da lahko tudi Zoom delaš, ne? Vse te stvari so dostopne. Mislim, jih pač lahko počneš s pomočjo telefona, pa res, da je pa ekranček toliko manjši, da... Sej to mislim, da je ti pol za neko, zdaj v narekovajih, resno delo, oziroma za tekste pa to, ne, tam, čeprav iskren, jaz sem videl tudi kakšne tam male, moj bog, ne, jaz bi znoril, ne. Ne, pa se sem, da tudi vlogerji eni montirajo, no, pa tudi naša Matej, ona včasih kar zmontira vse na telefonu. Ne vem, jaz imam malo starejše oči. Meni je težje. Mogoče kaj 30 sekundnega, kar je bolj live to tape posneto, pa sam na začetku odrežeš, pa na koncu pa tako vržeš, da ni unga strešnega kadra, ki se ugašal. No, ma gled, Ciril mi je glih rekel, ki bo zdaj tudi aparatus spet je rekel, da je zdaj normalna komp montera, zato kam ga ima členki bolijo, pa njih je 800 naredil na telefon. Ampak to veš, da je prav bolezen tistih, ki igrajo videoigre, ta, kako se reče temu? Carpal tunnel. Ja. Ne vem, slovenski. Carpal tunnel sindrom. Ja, to je to, ki se ti zoža v bistvu plet za živc v zapestju. Ne, se ne morem zaspomniti. Ja, jaz tudi ne. Ta tunel v zapestju. Ja, to je kar to po moje zna biti, veš, če bomo vsi ful na telefonih. Ja, ne, veš kaj, gre tudi za, veš, kako imaš ti na tipkovnici roke, ne. Ker na tipkovnici imaš ti dejansko, veš, je tako, veš, tipkovnica je pač ravna, ne. In ti roke ne pridejo, roke bi ti mogle takole prideti gor, ne. V bistvu, veš, ti pa pol zviješ zapestje, ne, ki ga daš v pravi kot, ne. In ti pol ti to kao, in pol če to dolg cajta delaš, ti zoža ta kanal in te boli, ne. To je cela znanost, zato ker jaz vem, ker imaš pol te ergonomske tipkovnice, ki so pa na pol razdaljene, ne, ki pa roke pač lepo gor sedajo, ne. Jaz poznam par ljudi, ki morajo to uporabljati, da pač Zdaj bo tečka Neža iz mene govorila, pridite z roko. To je pa nekaj, kar bomo vsi izgubili, se mi zdi, nažalost. Mislim, ne vsi, bom posploševal, večina ljudi. Nik Škrlec, ne. Jaz mislim, da Nik Škrlec, jaz mislim, da če bo kdo z rokem zaradi unih kock njegovih, razumeš, bo nekaj, bo šlo skozi, veš. Zdaj pa pojeva še na to prilagoditev, pa na izodrom, čisto koliko izlike se iz Škrleca omenila, človek, ki
kako bi, človek ima preveč energije, pa zato, ker jo ima preveč v najbolj ta prave stvari vlaga. A veš, jaz imam mnenje, da meni je on toliko normalen človek. To razlož, dajmo, okay, to, ja. Mislim, jaz tudi verjamem, da ima velike energije, ampak meni se zdi, da je on organiziran in ima interes in se posveti stvarem. Ja, ne zdi se mi, da ima on več energije od vseh nas, kar je lahko naš izgovor za to, da ne počnemo vseh teh stvari, ampak dejansko se jih loti. Ne? A veš, ta čas, ko recimo jaz po moje preživim, ne vem, mene pol ure ali bi ali ne bi, se mi zdi, da to pri njemu odpade, da on pač nima tega manevrskega prostora, ampak se zadev pač loti, pa jih pač počne. Ja, to je mislim, proaktivn je. Ja, zelo pa, ne, kaj se mi zdi, tudi da... Mislim, se ne, da ga si tako dobro poznam. Ne, mislim se, enkrat sem njemu to pogovarjal, pač pa je bilo tudi tako nekako, ne, da pač dela sam tisti, kar takrat dela in hvala lepa, ne, in nima lera to, zaradi te, kar je ful, ampak moraš biti tako narejen. Jaz si to pomagam, recimo s Todoistom, ne. Jaz imam pač vse zdaj v teskih in polk imam teske, se lahko temu posvetim, ker prej sem bil, ni bilo več. In zdaj, recimo, če nimamo teskih, ne obstaja za mene. Tako, kako si pa ti zorganizirana? Slabo. Okay. Kratek odgovor. Ne, zelo pomislila nisi. To so dejstva mojega življenja. Kaj ne rečem? Ne, sem smešen, ker je bilo tako, mislim, da je bilo milisekunde so bile, slabo, to je res moja ta šibka stran, ko se ful trudim in sem že imela obdobje, ko sem bila ful zorganiziran, ko sem bila, tako si ti je rekel, ko sem imela neke vrste celo urnik, no. Takrat sem bila stara neke vrste. Ja, ne, 25, 26 sem bila stara, takrat sem še na radio delala, faks sem še mogla dokončati, jaz sem faks kasneje končala, kot so ostali pridni ljudje. Učila sem še na eni šoli neke stvari, res tako sem imela, pa še pisala sem takrat res ful enih stvari in vse je šlo, pa se je pa nekje to porušilo. Ja, mislim, vse naredim, ni zdaj, da... Ja, valjda, vse štekam, samo ni to, da je taka struktura. Okay, razumem, ja. Jaz sem pa dejansko, to je mene rešilno. Tako, če jaz tega ne počel, ker nisem več handlo in začel mi je iz glave ohajati in mi gre na jetra to, ker vidiš, da možgani niso tako mladi, pa ne, da zdaj sem mi da ful stara. Ampak tako, ni isto, no, pač, koliko telo ne zdrži več vsega, z glavo je isto in to mene čist rešuje, pač. In tu dejansko plačujem, to toliko daleč plačujem Todoist, nisem na ta zastonskem planu, ampak in dam v njih 30 € na leto. No, mogoče jaz ne bom šla v to skrajnost, ampak si me malo stimuliral, da bom jaz pa vsaj vzela mogoče kos papirja. Ne, ampak veš, da to recimo, tako, jaz sem začel tudi s papirjem, pa ti povem, to je ful ena zanimiva teorija, no. A veš pa še pisanje na roko? To je, no, čeprav pol tam, ki pišeš ke doktorji, pač pointless, ne. Ampak, škaj fora, da ti rabaš v bistvu s papirjem začeti, da veš sploh, kjer je stvari zapisoval, ker če ti kar greš, zdaj pa jaz digitalno si vse beležil, ne. Če nimaš prej sistema, kva sploh beležaš, ne, si bolj mal naredil v življenju, v resnici, no, tako. To so meni vsi rekli, da prvo si piš en mesec, da vidiš sploh, kva bi... Hvala za ta tutorial. Ok, sorry. Ne, meni je to... Pa ne, škaj... Ne, ful je zanimivo. Bom poskusila najprej s papirjem. Pa še to, kad TV delaš, veš, kaj je dejansko, tam so pa res tako neke segmentirane zadeve, da na koncu pač oddaja nastane nazaj na Izodrom. V glavnem... A pa mogoče ima mesto vse v glavi. To zdaj rečeš, dokler si še mlada. Hvala. Tako da, za te drobne laži, ki naredijo dan znosnejši. Zdaj, vi ste se zelo, v bistvu, dosti hitro obrnili, da se je začel ta Izodrom delati. Zdaj, kar mene zanima je, ko je bilo ostanite doma, distanca, maske in vse ostalo, ne, vi ste pa pač bili, ti si bila pa z listkom, ki si lošla in med občinami in vse ostalo, ne. Ja, super. Vsi vemo, da je bil pač, meni je bilo, izdelek je bil super, kar se mene tiče, tudi ste že kje drugje govorili, pač kako ste počeli. Tisto, kar mene zanima, je samo ta prilagoditev vas kot ustvarjalcev tega, ker se pa se pa konkretno zamenja način dela. To pa ni zdaj samo delo nadaljavo oziroma delo od doma, ne? Ampak se... Tega ni bilo prvo. Ja, no, mislim, ne, za nekatere je bilo, no. Zdaj, ja. Pač... Govorimo o ožji Infodrom ekipi. Ja, ampak ne, jaz bolj govorim, malo to povej, a veš, sploh, kakšni so bili sploh razmisleki, zdaj bomo pa to delali, pa očitno bomo vsak dan delali, a ne, ker to kar obrne
Vi imate pač neko produkcijo, nek urnik je ta oddaja, una oddaja, tretja oddaja, ne pa kar nekaj osvežilne, ni več tega, zdaj pa Izodrom delamo. Ne. Eno osvežilno smo naredili. Okay, to je res, ja. Ker sem naročen na YouTubeu, naročite se. Dajte. Tako da, ne, ampak bolj me zanima, ker se mi zdi, da to je večji stres, se mi zdi, ka pol samo delo na oddaji, je ta prilagoditev, ko se ti pač cel urnik podre, pa nadomesti nekaj, ki je mogoče še bolj zahteven. Pa me zanima tako, kaj ste sploh razmišljali, ko ste snovali to, pa druga stvar, kaj je bilo tisto, ki je bilo najbolj utrujajoče, ker se mi zdi vredno o tem govoriti, da ne zgleda samo, 4 oddaje smo nehali delati, 1 smo pa začeli, hvala lepa, naslednje. Ko čas dosti tako izpade, pa se mi zdi, da se ponavlja zdaj mi, ki se obavljamo v medijih, nismo zelo tako v temo, ampak se mi zdi, da za vsako službo, tudi če je bil delo od doma, se mi zdi, da je to večji stres bil. Pa se mi zdi, da dejanski del je lahko bil, zdaj pa nekaj počnemo, ne. Že ti imaš tako dolgo vprašanje. Sorry, sami ne, veš kaj, hočem razložiti. Ne, v redu, bom povedala. Nočem, da je toliko površno, kaj ti povejte, koliko ste se imeli fajn, kaj ste na ta novo oddajo. A veš, to mi je tako, premalo mi je to, no? Zato sorry, kaj nalagam, povej. Ne, v redu je. Dejstvo je, da smo delali oddajo vsak dan, v živo. Zdaj pač, kako smo jo postavljali, to smo že govorili o tem, ampak zdaj, če gledam za Infodrom, recimo Infodromov del, to je bil ta informativni del na začetku oddaje. Za nas konkretno je pomenilo, da smo bile ob 6 v službi, da smo pripravile na 3 sekunde približno se nam kadri menjujejo, zdaj, če gledamo, bili smo dolgi poprečno 12 minut, ne. Zdaj si lahko zračunate približno, koliko kadrov je to in to vse je bilo treba namontirati in pripraviti do 9 ure, medtem da je še ena vodila, in je šla v studio to narediti in ko smo končali s tem, smo imeli sestanek za celoten Izodrom in smo začeli delati za naslednji dan. Ne? Tako bilo je našponano. Presing pač, dejansko. Jaz sem vsak dan stajala 10 do 4 do 10 čez 4. No? Ampak mislim, da tudi imaš en tak adrenalin, ko te gor držiš. No pa zdaj v luči te korone, ki si spraševal, prvih 14 dni ali pa prve 3 tedne smo si vsak večer in vsako jutro merili vročino, za vsak slučaj. Valjda. Je valjda, ne, zdaj je to smešen, pa mogoče kdaj še ne bo več, ampak valjda. In jaz se tudi spomnim, ker sem šla tam na naše notranje dvorišče kavo spiti na svež zrak, bom temu rekla, in se mi je kava malo zaletela in sem zakašljala. In sem se počutila, kot da me vsi gledajo, kot da sem terorist. Mislim, vseh tistih 5 ljudi še je tam spalo. No, ampak pač to je nekako šlo mimo. Drugače pač kolegice, ki so pripravljale ta izobraževalni del, ki sta ga Nik pa Nika super vodila, so pa tudi vsak dan znova je bilo treba goste najti, scenarij pripraviti, ne. Zaradi tega, ker tudi gostje morajo vedeti, kaj približno, o čem se bojo pogovarjali. Ni to, da ti nekoga pokličeš pa rečeš, hej, bomo rekli kakšno. Pa fajn je, če imaš internet na kablu, ne na Wi-Fi-ju. Zaradi tega je ful boljš povezava. To je škokcajta, jaz že to vem. Mislim, ni to toliko preprosto. Ne? In tudi za vse te goste, ki jih imaš, je treba, prvič je, nekak smiselno jih je treba umestiti v oddajo, treba je pripraviti tudi temu, kar mi rečemo pokrivci, to so tisti kadri, ki jih gledalec vidi med tem, ko ne vidi sogovornika, ampak ko so recimo čez cel ekran ali pa so nekje v sliki zraven pokazani. To včasih se ljudem zdi tako smešno, zato pa kam imate toliko dela, ne? Se to priješ v studio, pa nekaj poveš, ne? Pa v resnici je to tako najmanj dela. Ti si najbolj kontroliran del vsega skupaj, v resnici. Ne, pa ne mislim, da ni zahtevno, da bi zdaj izgledalo, kot da je voditelj biti, ja se postaviš, pa nekaj poveš, ne? Ampak dejansko je to tisto, ko že imaš vse narejeno, je to še potem, res sem to na koncu. Sorry, odkašljati se moram, ker imam korone. Čeprav včeraj si pa nisem imela vročine več. Sva na varni razdalji, by the way. Sva na varni razdalji. Tako da No, tako da je treba dejansko vse te stvari pripraviti. Vsak napis, ko se vidi. A če vidiš od spod napisano ime pa priimek od nekoga, to je nekdo mogel natipkati in noter spraviti. Oziroma nekdo že pomisliti na to, da tam mora biti ta podpis. No. Vsaka ta stvar. No. Tako da je bilo kar veliko enega dela. Drugače načeloma je bilo tako, da urednikovale so oddaji Dunja, Meta in Maruša in Martina je še tudi nekaj skočila in so se izmenjavale, ne? Tako da so bile
teden ena ekipa, drug teden druga ekipa. Ja, da je bilo vsaj malo lera za une, nekaj drugače. Na Ni infodromu si vzdržno. tega nismo mogli privoščiti, zato ker smo 3, čeprav smo bile ful vesele, ker so nam priskočili na pomoč tudi kolegice iz izobraževalnega in tudi ene kolegice z našega uredništva so razlagalne prispevke nam napisali, ker preprosto, mislim, vsak dan 5 prispevkov narediti, pa naj zveni tako, da je res ful malo ali pa karkoli, ampak kako monumentalen je bil potem moj doprinos z mojim videom, zdaj lahko to hecam se, v glavnem hočem reči. Barbara, v glavnem naprej. Zdaj, ki si rekla tako, da je bilo vsaj malo turnusa, mislim, vsaj za urednike, tako vi pač... Delavci, radniki, buržoazija, pa vsak drugi, v glavnem. Mislim, da vsi slišijo in vejo, da je šala. Pa Nik in Nika. Ja, ona da sta bila tudi vsak dan. Ja, to tudi ni izgledalo toliko zabavno, kot je izgledalo zabavno v resnici. Ja, logično, si se moraš pripraviti in tudi ona dva sta dejansko tu dejavnost, ki sta jo imela, je iz njiju prišla, njuna nekak ideja je bila, se so bili namigi, se so bili, ne vem, neka uredniške sugestije in vse to, ampak zelo veliko sta se angažirala, v tej luči, tako da, mislim, vsak dan imeti kreativno idejo, kaj šele 5 njih, ni preprosto. In koliko sajte dejansko, koliko je bilo na koncu, koliko je trajalo vse skupaj, tako? Odvisno je bilo, zaradi, ker začeli smo po poročilih. Zdaj recimo, da so poročila ob 9, nekje cca 10 minut. Zdaj na začetku so bila tega korona časa, epidemija je malo daljša, proti koncu malo krajša, pa spet malo daljša, pač odvisno, kaj se je dogajalo. Ampak nekako 50 minut vsak dan. Ja, to je dost, ne. Mi smo imeli, mislim, infodrom je bil nekako 12 minut nekje. Ja. Ja, ampak vem, ko to zgleda, ki je treba teh 12, to je časih je res takrat trakiranje, po mojem, res noči to pomisl. Mislim, mi smo imeli bolj težavo v tem, da bi imeli še ful več povedati, ker informacije je bilo pač vsak dan zelo veliko. Ja, seveda, razložiti bilo veliko stvari, veliko enih izrazov, ki jih otroci niso razumeli, kako cepiva nastajajo, kaj sploh je virus. In zdaj to razložiti nekako kratko in jedrnato, ful ti prav pride še dodatnih 20 sekund. Mislim, se mi to ful grozno. Ne, štekam. Veš, med 2 minutama in 2 minuti 20 je razlika, ne? No, ampak to je bilo, sem hodil tudi vprašati, glih ta del, ta razlagalni del v resnici, ki je pa res, ki v bistvu gre za razlago sveta, ki je rad weird, zelo, mislim, tudi v naši... Ja, vse je bil že prej, ampak to je bilo pa res... tudi mi doživeli nekaj tega. Tako, ampak le pa res nek tak presek je bil, pa tudi neka nova izkušnja, tudi za vse v resnici, ne. Pa valjda ste tudi vprašali, kva ta male zanima, načeloma, ne. Ampak kaj pol tam nazaj pride? Veš, mislim, a so to vprašanja, ne znam tega vprašati, zdaj si lepo rekla, ker se to razlaga, pa bilo fajn 20 sekund, pa ki je treba kratko in rado, pa tako, kaj sploh je virus, ne. Veš, tudi jaz bi rad vedel, kaj sploh je. A veš, kaj hočem reči? Spet na YouTube kanal in podrova ali pa na 4D, pa klikam razlagalni prispevek. Ja, ampak veš, v smislu, kaj je kle drugače, kakor odraslim razlagati, razumem, ta odrasli ima več predznanja, pa mogoče kakšno stvar, ampak veš... Pa prej se pretvarjajo, da vejo. No, to mogoče, ja, to sem malo hotel slišati v resnici. Ampak, kaj je še, na kaj se še misli, ko virus reči, se jaz tudi pram bližen vem, kaj je virus, pa imaš, antibiotiki, pa virus, veš, to je ta moj znak, mislim, to vem. Ja, a veš, da je to razlika, to sem ful ponosen, da to recimo vem, ampak da mi pa je neko, kva pa res je virus, pa je bila še ta korona, pa 19 je imela, pa da jih je več, pa vse te stvari. Mislim, na kaj ste pol mislili, ker pa veš, da res otroku razlagaš, ker mogoče pa tudi kakšni še biologije niso imeli v šoli, recimo. Na kva se še tam misli, ko oziroma pa razlagali cepiva? V bistvu probaš razložiti res te neke osnovne termine, že to že itak s prve. Pa, ko razlagaš, skušaš, ko delaš neke primerjave, a veš, da si nekam plastično predstavljamo, da lahko recimo, ne vem, da je to res nekaj ful majhnega in pol vem, da smo v grafiki je Darko narisal, pa pač smo si zamislili, da imaš neki človeka in pol greš vedno bolj not in pa so bakterije in pol še pa ful manjši je pa še virus. A veš tudi, da narišeš dejansko vse te stvari, ne. Drugač pa ja,
ne moreš si ti privoščiti nekih izrazov, ki jih še sam mogoče s prve ne znaš razložiti. V bistvu gre samo za ta podajanje, je v resnici še bolj važno. Tu če v bistvu isto stvar poveš, ker jaz to zmeram, tako jaz sem se enkrat probal neki programirati učiti, pa sem si valjda dal dol Python for Kids, ker dajmo, če že, zakaj ne. Ampak je dejansko se mi zdi, da ta izrazoslovje veliko naredi, ker ga pol kot odrasel človek, ker si pač sam tok na zemlji, sploh ne glede na šolanje, si nekaj storiš, valjda, ne, malo kimaš zraven. Ne, se veš, kaj je tudi ful velikrat, ko začneš nekaj razlagati in pol, če ne znaš preprosto povedati, ne v resnici ne štekaš. Ja. In ko začnem stvari razlagati, ful velikrat vidim, česa vse ne štekam. Tudi moji kolegi in kolegice, vse nekaj ti je jasno, pa približno veš, sam pa začneš, ko se usedeš za tipkovnico in se ti v glavi začne, to bo pa zdaj ne. Ja. In pol kar naenkrat, kaj se, maščobe se topijo, ali se maščobe razgradijo, veš, mislim, ker moraš biti pa tukaj zelo previden, ko poenostaviš stvari, se hitro lahko zlažeš. Ja, no pa ne samo to, pa še potem ta googlanje, pač vedno obstaja googlanje, kjer je pa informacij milijon. Vse, veš, o kjerkoli stvari je vse res, skoraj na internetu. Tako daleč, mislim, da smo že prišli. Glede, ali se maščobe topijo? Ja, ne, mogoče, kdaj se, takrat pa pri -20. Vse piše nekje na netu. Jaz se spomnim, ko sem delala, zakaj si moramo roke umivati. Pa, to je nekaj take, ko se nam vsem se nam zdi, da vemo. Ne? Ampak moraš pa razlagati, kako pa to vpliva na virus, pa na ovojnico, pa kaj se pa zgodi. Ne? Je pa mogoče že malo bolj fajn, da imaš prav, da si malo pregledaš stvari. In vem, da sem bila, in tudi, ker delaš iz dneva v dan, res vsak dan ti delaš ali razlagalni, ali neke druge stvari in so to čist x, enkrat delaš eno stvar, enkrat pa nekaj drugega. Recimo, enkrat razlagaš vesolje, drugič razlagaš pa ne vem, fotosintezo, da si izmišljujem. Štekam. Vem, da sem jaz vmes še mojega dragega profesorja Jovančiča iz srednje šole za kemijo klicala, če mi lahko pogleda en prispevek, zato da je bilo ziher vse prav. Da je prav, ja. In tudi ful velikrat smo se obrnili ali na neke znanstvenike, da je nekdo, ki dejansko to tudi strokovno pokriva, ti pogleda, da hitro se ti naredi napaka. Ja, valjda. Že zaradi tem pa ta posploševanje pol naredi, ker to tako, pa to nočem, da se slabšavam slišno, ker tako sem si jaz to predstavljal, pač v resnici iščeš neke bližance, ki pa morajo stati, ne? Ne smejo biti bližanci zaradi tega, da bo lažje šlo skozi, ampak mora biti zaradi tega, da bo pač otrok razumel, pa še res mora biti. Ja, se to se tako smešno sliši, ampak se mi zdi, ker ni to tako samoumevno, ker štekam, to je kot telefončki se ti zgodijo, v resnici, na koncu pride nekaj lahko čist tretjega ven. Jaz sem pa sam tako, to bo se kar to lognem, zakaj sem jaz vedel, koliko cajta si moraš roke umivati, obstaja en ta Alan Partridge, en od BBC-ja, en tak lik, zdaj glih polet, po moje, neko novo serijo in je imel prispevek, kako si roke umija, pa njega se pa je tako malo tak šovinizem skarikira, pa to ne, je neka doktorica, ki si res ta sistema, veš, med prsti, pa si res tako minuto, pa reče, bo še ti pokazal, pa reče, we mustn't, ker je tok, toliko je involved ta umivanje, da je tako, raj ne. Je bilo po meni ful smešno, ko je bilo, prejšnji teden sem iskala neko staro sliko, nekaj sem rabila en star infodrom in je bilo leto, mislim, da 2014 in 2015 in preskrolam ta star infodrom in vidim moj prispevek, ker sem že takrat delala v tem, kako si roke umivamo. A veš, ker vsako leto je ta mednarodni dan umivanja rok, in fora je, da čisto vsako leto na ta dan pač otroke opozorimo na to in na ta pomen, zato tudi vemo, zakaj in kako si je treba roke umivati, tudi v našem rodištvu in zato tudi nismo zboleli v tem času. Ne, se hecam, vsakemu bi se lahko zgodilo. Ampak hočem reči, da letos, ko je bil pa ta mednarodni dan umivanja rok, pa ker smo čisto vsak dan govorili, res veš, prav sem že mislil, otroci že zavijajo z očmi, umivanje rok. In ravno, ko je bil pa svetovni dan ali mednarodni dan, smo pa pozabili na tisto. A res, a kaj dejano? Lepa. Ampak so pa čisto vsak dan drugačne žile s tem. Slep izgovor, vrhunsko, to je res dobro. Mislim, veš, pol tako je konc oddaje, pa greš pač čez te dogodke, ne dan si mednarodni dan. To je pa kar, mislim, čeprav je pa res, da če kdaj lahko zdaj to pozabiš takrat, ampak ful dobro. Ampak smo drugače res vsak dan. Zdaj pa, Izodrom sva, pa MOM, pa MMP, sva tudi poezija.
Zdaj, jaz ne znam cen poezije, to čisto priznam. Nisem jim nikoli toliko bral, da jo lahko zares cenil in imam nek ta manko. Pa sem pa videl v bistvu prek tebe te sleme, to sem že pogovarjala, slam poezije. Ne? In sem zanj sem tudi videl en posnetek tega, tako dejansko. In izgleda zelo impresivno. Ko ljudje, tako kot vsaka stvar, imaš ljudi, ki so gor, zato ker so gor, imaš pa ljudi, ki to res znajo delati. Zdaj pa, navduši me, ne se ne hecam, razlovo sliš. Ampak, kako si ti v to noter odšla? Ker se mi... Ja, kako si ti v to noter odšla? Slam poezijo. Ja. Preselila sem se v Celje. To sem že imela, ja. Neža živi v Celju, tam ni bilo dovolj za početi. To so te še... Ne, ampak to so dejstva. Vem, da so dejstva, ampak hočem govoriti, se mi zdi, da tako kot vsaka stvar, tako kot ljudje, ki hočejo stand-up delati, imajo pač neko afiniteto tudi do tega materiala, v smislu, a veš... Ne, meni je bila poezija že skozi fajn. No, to del me zanima, kaj to pomeni? Jaz imam rada besede. Okay. Jaz imam rada jezik. Ja. Mislim, meni je to pač... Mi je ena zelo fajn stvar. Ne vem, zadnjič, ko smo sedeli na kavi, in so pač eni kolegi so sedeli, tako zdaj skušam tule v kamero povedati, ker je najboljš, na terasi in so bili, vsi so stali tako, da so gledali z terase dol. Ja. In je kolega rekel, glej jih, ko so kot vrabci na kablu. Aha, okay. A veš, in meni je že bilo, to frazo si moram zapomniti za ljudi, ker se mi je zdela tako dobra prispodoba, ker so res gledali kot vrabci na kablu. In vse neke te, ne vem, metafore, ki se najdejo, ene lepe besede, ko dobro zvenijo. Meni je pač, to je meni lepo, no. Lepo mi je tudi, če zna nekdo besede v lep vrstni red dati, pravilno uporabljati jezik. Mi se zdaj malo bolj sproščeno pogovarjava in se... Tako je mogla omeniti, ja, povej. Ja, in se ne trudim tako zelo, da bi govorila... Edim prosim, ne se truditi, ja. Ampak ja, mislim... In to je pač meni nekaj, kar mi je blizu. In sem že, ne vem, dobro, pač so tisti najstniški poskusi trpljenja in ljubezenske poezije in vsega tega. Ne vem, pa sem to nekako upam dodala skozi, mogoče ne še čisto, ampak rečemo, da približno. Pa so me začele zanimati kratke zgodbe, pa sem šla na neke delavnice, pa mi je pač to mi je všeč, no, in pa res, zdaj zaviz očmi, kakorkoli, ampak preselila sem se v Celje, ne, v Ljubljani je ta scena neka literarna bolj živahna. Tako, ne z tega vidika, ok. Ja, skoraj vsak večer nekam ven in je neka literarna scena, vse nekaj dogaja, ne. V Celju tega žal v tolikšnem obsegu ni, čeprav so entuzijasti, čeprav so tudi dobri pisci, ampak ni toliko živahno. Je bila pa tekmovanje v slam poeziji, oziroma takrat je Kristjan Koželj vsak mesec organiziral v Celju slam. Sicer so bili tam večinoma dijaki, kar jaz nisem več, ne. Ampak tudi Kristjan ni več dijak. Ja, vsak izgor dobro, da prebujem. In sem potem začela hoditi pač na te večere vsak mesec in je bilo zanimivo in pa je bilo pač takrat, mislim, da je bilo nek predizbor za državno, pa sem rekla, mislim pač meni je to všeč, pa sem šla pač poskusiti in mi je bilo lepo, no. Mislim, pa zmagala sem. Odlično. Super, pa zmagala sem. To mi je pa zelo skromno, da to mi je, fair point. Mislim, valjda, da te tudi malo potegne, če dobiš neko priznanje. Mislim, da je tudi bi bila ena taka laž, če bi rekla popolnoma vse eno. Zmagala si med dijaki? Bili so tudi starejši. Prosim to povej, ker do zdaj se tako razume, ker si šla po Hara neke srednje šolce in tako, pač bili so tudi starejši. S Tilnom, ki je bil tudi dijak, sva prišla v ta veliki finale med dva in sva potem, pač s Tilnom sva bila najbolj. No? S čem si pa zmagala? Se spomnim, mislim, s čem ta prva stvar, ki si zmagala, s čem, kaj si? 3 pesmi. Slam je, mislim, slam tekmovanja ali pa slam nastopi, kakorkoli v Sloveniji ponovadi grejo v 3 krogih. V prvem krogu pove vsak pač eno pesem. Bistvo slam poezije je, da govoriš na pamet. To meni všeč, to meni dobro, to meni kul, da ni... Sploh, če znaš. Če se ne zmotiš vmes. To je, no, da poveš pač pesem na pamet, jo tudi interpretiraš, ne zdaj samo, da kuža pazi z repkom miga. Kuža pazi. No dej še. Ne. Jaz sem pravice prepovedal, to je drugače. Pa dosti podobno. Dosti podobno, pač pripoveduješ publike, no, in tudi publika je tista, ki ocenjuje.
v bistvu daje neke ocene in pa se to povprečje gre in potem je pač ponovadi v prvem krogu jih nekaj izpade, pa v drugem krogu nekaj in pol na koncu se dva Stati in pomerita. Tilan in to je to. Drugače pa v Mariboru je ful živahna ta scena. Nina Medved se ful trudi z ekipo Slam Zverin in organizirajo in letos bomo imeli, če ta korona ne bo tega preprečila, takrat je v Italiji, ki bi moglo biti zdaj februarja, aprila, februarja, marca bi moglo biti v Italiji Evropsko prvenstvo in zdaj pozno jeseni bo dejansko v Mariboru. Evropsko prvenstvo? Ja. To je pa kar okej, v resnici. Pridite tudi vi. Če bo že spet, kako nozen, se bo, hvala da bo. Kakšen drugi val, kdo je rekel drugi? V glavnem, ne valjda. To, kar mislimo na morje, val. Val, tako. Val 202. Pa še eno naprej gre na to zadnje vprašanje, kar se poezije tiče. Poljo tudi pišeš na neki točki. Za avtorsko poezijo gre tukaj pri Slam poezije. To ampak si to, ko jo pišeš doma, whatever. Kako to zgleda? Sedim pa pišem. Res. Nek proces je, sediš pa pišeš. Verjamem, ampak neki, imaš nek zveščič, pa si noter te fraze pišeš, imam nek zveščič, v katerega pol kaj nakrat sam, pa pol pozabim, kje je ta zveščič, pa imam drugi zveščič, pa še tega založim. To smo zdaj se vrnili na začetek tega najnega pogovora. Pol sem tudi imela, v telefon sem si ful v novce zapisvala, ampak se mi je zdaj ta zadnji telefon, ki sem ga imela, padel po tleh in se je strl. Končno. Ful enih stvari je šlo. Zakaj je šlo? Zato, ker se mi je strl ekran in zdaj bi mogla ekran zamenjati, da mi lahko dol stvari potegnejo. Kaj pa backup? Kaj pa kakšen backup? Kaj dol potegnejo? Jezus. Pa ti si imela eseja. Da. Ti bi lahko imela vse. Vem. Vse bi. Pa nimam. Kaj pa zdaj? Ne vem. Točno to. Taki ljudje mene kličejo konstantno. Veš, nisem imel No, se zato sem jaz zdaj tukaj. Zakaj misliš, da si rekla, da pridem v tem dežju? Hočem malo nesramno izpasti. To te more izučiti. Pač tako je. Ampak jaz si tudi v življenju ful stvari nekih izgubim. Mislim... tako pač je. Okay. Ampak se mi zdi, ne moramo vsega hrčkati. Pa ne gre za hrčkati. Ne, vidiš, super, dajva se še to zmeniti. Ne gre samo za hrčkanje. Jaz, recimo, imam pač to logiko, da ponovadi zdaj bom konc junija, julija, si dejansko cajt vzamem in grem še svoj... Vidiš, še to bi pa mogla delati. A ni boljše, da se mi je zdrobilo in je šlo in tega pač ni več. Pa si fotke tudi zgubila. Kriste, smeš, to je sploh na ono. Ampak po mojem bom preživela. Pa boš, ampak itak imamo too much fotk od vsega. Pa imaš tam kar neke fotke od nekega si bil, ki jih nikoli pa več nazaj ne gledaš. Jaz se z ničemer ne strinjam. Meni smo tako sentimentalni postali, da že čisto vsako stvar tlačimo v predal pa v naš telefon. Ene stvari se pač, glede na to, da lahko živim zdaj brez tega. To je mal fair point, ampak, jaz pa tako gledam, jaz pa recimo ne slikam ful, ko pa slikam z razlogom, je pa... Ti si optimiziral svoje življenje. Nisem optimiziral life, samo veš to meni tako, jaz pa to res ne hotel zgubiti, pa simpel je ratal to. Dober, ko si ti ta telefon kupila, ni bilo to še toliko simpel, to je dejstvo, ker je bil res trd telefon, smela do prvega eseja. Ampak tudi, pa Apple ima še manj izgovora, moj bog. Tako imam občutek, ko sem na roast. Ne, jaz sem na roast šla, samo bijem, da gre reči nekaj, deva povezati, to pa gre pa na zadnje vprašanje. Zdaj sem čisto odpadel. V resnici pač imamo različne koncepte razmišljanja. Ti pač misliš, da je treba vse shranjevati. Ne, čakaj. In da je treba pač imeti bazo in ne vem kaj. Zdaj, če bi jaz imela na telefonu tak življenjsko pomembne stvari. Ja. Da bi bilo, ne vem, da bi imela sigenco. Veš, valjda tu imam kopije narejene, ne? Ampak, samo ena stvar. Veš, prej, ko sem te vprašal, koliko ljudem je pol telefon prevesil v pač bolj resno orodje, recimo, ne? To je en del tega, kar jaz slabo hočem povedati, pa malo agresivno. Ta druga plat je pa ti resnic, ki si nekako ti rekla prej, ki si mogla starše učiti, a to ne rabim dati na računalnik, da bom to, ne?
to telefon omogoča, ne rabiš več umestnega klaja, a veš. To folk ne razmišlja. Jaz to zdaj ljudem rečem vedno in ja, grozen je tudi ta disclaimer, ki imaš enkrat kontakte pri Apple ali pa pri Google ali pa pri Samsungu ali pa Huawei, ne, ja, jih imaš tam, to je dejstvo, to gre na njihove serverje. Ni pa več to na SIM kartici, ne, ker SIM kartica je uničljiva, tako kot zasloni telefonov, recimo. Ampak, veš, kaj hoče reči? Mislim, cela ta poanta je, da... Povem eno ful grozno stvar. No, hočem vedeti. No, po moje tudi poslušalci in gledalci tega krasnega videa, tega ne rabijo vedeti, nikjer jim ne bo prišlo prav. Ampak, ko sem zamenjala telefoni, so pač nekatere telefonske številke šle, ne? Ker do tega nimam posinkanga. Ampak, meni je bilo v bistvu tako po eni strani, ljudje so me klicali z nekih neznanih številk in je bilo tako, tu pa je zdaj. Res, meni je v bistvu všeč, kako znaš to obrniti. Mislim, mene to ziritira, meni tako le dela, ne, ker sem tako narejen, tipa, pa tako, halo, teta. V glavnem. A ni, mislim. Ja, a je. Mogoče pa moje življenje malo premalo vznemirljivo. To mi je bolj to. Jokam, presežem, da jokam. Res, sreče in veselja. V glavnem, gre na to. Poslav ti nobene pesmi ne bom povedala, pa kako je to grozno. Ne, poglej, poslušaj me, zato sem te vprašal, pač, ko jih pišeš pa to, a hočeš klienter, weird okolje je, ali ti je panika, ali ti ni, jaz z veseljem, to je bil nekak namen, ampak zdaj sva šla v tole, pa sem... Pa smo se v tehnologiji malo več pomenili. Ja, sej, ampak ne, res z veselom. Ne, zdaj mi je ful bedno, ker se prostituiramo, veš, naj ti povem pesem. Ne, iskren me, zato sem se hotel več o tem pogovarjati, zato ker jaz imam res, tako res, ker to mora iz mene izhajati, veš, vsi te pogovori morajo nekako iz mene izhajati, ker se mi zdi, da ne bi delo sebo sluga ali pa ljudem, ki to poslušajo, če bi šel na ta nek akadem, a veš, in potem ste se pa luti, in kako... Pač, ja, jaz imam ful slepo pregled tega in pač se trudim, to je tudi izgovor za aparatus, da mi kdo kaj reče, ker nič ne vem, recimo, ne. In z veseljem, eno povej. Kaj to pomeni? Zdaj mi že ni več. Ne. Ja, povej. A veš, ti imaš rad ta ASMR? Aha, okej, ja, v redu. Pa znaš narediti... Ja, okej. A mi boš pokazala, kdaj moram narediti? Ko bom rekla čisto tiho, ti naredi. Samo enkrat naredil. Večkrat. Večkrat vmes bo. Okay, a ti nakažem. Ne, bom, no, daj probil. Mi je že žal. Meni je tudi vir, ker veš, ponovadi stojiš na odru ali pač nekje in pripoveduješ ljudem. To zdaj imaš pa že Toviča v publiki. Kaj gre lahko narobe? Pa še sodelovati more. Ne, sam ti si in zdaj bom pri tebe gledala, veš, ali naj zdaj vmes pogledam, tam se pretvarjam, da je mikrofon. Ne vem. Ok, no, da gre proba tole. Kaj ono sodelovati? Ne, niti treba, se v resnici ne raba tega narediti. Ne, deva, zdaj hoče, veš, to je to, mali iz zone, pa to, dajmo. Ja, sej, jaz sem tudi mal. Ok, no daj. To mu vse odpustil, cel ta prep, ki mi je všeč, povej. Men malo manj. Ja, verjamem, jaz pa, no daj. Deva, ponavljanje. Bila je zima, bilo je na zemlji in bila sta sneg in led. Bila je vojna, ki se še danes bije v ustih fanatikov. In mimo je prišel pes, lep. Moški so pogledali v tla in v svoje tanke prste in v tanke trebuhe in vedeli so, kaj jih čaka. Lahko so le na vrhu ali spodaj. Presekali so pasji lajež, čisto tiho, kot je tiha noč, kot haja. In drug za drugim legli na tiste, ki bi jih morali pokopati, če bi lahko prelomili ledeno skorjo zemlje. Bila je zima, bilo je na zemlji. Na toplih žimnicah so moški tipali spomine, klicali besede, ki se ne pišejo z njihovimi črkami, se oklepali tople dlani, ki je preganjala lajež in z alkoholom krepili spanec. Postali so starci in zemlja se je prelomila pod njimi, čisto tiho. Kot je tiha noč, kot haja. Nihče več se ni zbujal, klical tujcev, dlani so božale kožuhe in alkohol je le še nazdravljal. A fanatiki niso utihnili. Moški pa so pozabili, kaj se zgodi, ko si lahko le na vrhu ali spodaj. In
Drug za drugim so legli na tiste, ki bi jih morali že zdavnaj pokopati. Čisto tiho. Kot je tiha noč, ko odhaja. Okay. Navdušenje kar ne jenja. Ne, Hvala, hudo, Anže Tomič. Hudo, ja, ne, veš kaj, kva je Prav si fraza imela si imela? Prav videla sem te, kako trpiš zraven in ti je neugodno mi je, ker sam meni govoriš, to je tako, veš, tak, res, ne. Si sem probala v mestu kamero. Moj bog, ena fraza je zelo super, noter sem jo pozabil, neki z alkotom, sem jo čisto pozabil. Alkohol je le še nazdravljal. To, hvala lepa, yes, zelo dober. Hvala. Zelo dobro, da si jo sama ponovila. Ne, toliko sem čakal tole, da sem bil čista, zelo fajn. Zdaj pa, najbolj beden segway v aparatu so ever, potem, to je bilo res super. Kjer telefon imaš? Ne vem, zakaj ti ne verjamem, pa ful si se potrudila. Presežem, res je bilo fajn. Ne, nočem, to neroden mi je, zato sem tako pač na ule. Zdaj te moramo vprašati, kjer telefon imaš, pa ne vem, kako to speljati. Res ful fajn momenta v... No, povej, kva skupla. Apple. Come on. 11. Kar je edin prav. A si zapisuješ? Ja, je to sem v zapiske, ker aparat ima zapiske. Veš, kam je pa ful smešno, da dejansko vse tukaj je ful tehnološko, zdaj ljudje tega ne vidite, zaradi tega, ker smo pač v temi. Ja. Ampak to je ful high-tech. Prosim, reda, ni to high-tech spet, ampak Ampak Tomič ima dejansko ob sebi beležnico, fizično, papir s črtami. Ja. HBO. Iz HBO, drugače. Iz Amerike. In pisalo svinčnik. Ja, tehnični. Pentel Grafger 1000. To me ljudje non-stop sprašujejo, pa vsakič z veseljem odgovorjen. Japonski, zelo dober, ni važno. Odlično. In si je zapisal, da je to 209. aparatus, da sneža in da imam 11. Ja, zaenkrat 11, zdaj, ker vse prej itak ni važno. Zakaj to zdaj? Lepe fraze iz poezije se ni zapisal. To mislim, da boš videla, da bo nekje napisan. Moj bog. 11, edin prav, res najboljši nakup možen v resnici, tako da to zelo spoštujem. Kaj pa komp? Isto. Isto, kaj je bilo. V bistvu mi je 11, mi je super, ki je seveda zdaj cloud backup, mogoče zdala kakšen denar za iCloud, da imaš več, kaj nisi dala, kako utapati leh, pa kdo pa rab vse to, glavno ni važen. Ne, ful dar, ker je res, zdaj si na novo... Tudi vidka si še nisi kupil. Ampak sem veš, kaj je meni ful forum, je tako vidko, ko vem, da je ful praktično, pa je ful boljš, kot da se ti telefon zdrobi. Ampak meni se ti v vidki mi je tako, da imaš kavč doma v unifolije. Viš, to je Joco je istega mnenja, in se z mene norca. Mene je pa bolj važno, da se mi na zlom telefon. Se pa strinjam, da je pa res, da je tudi pri vidkih je šla tehnologija malo naprej, imaš zdaj te neke ultratenke, ki so neki kvazi karbon. Si lahko kupiš kakšnega barvenega, ki odseva tvojo osebnost. Ne, ampak se mi zdi, da ljudje imajo še zmeraj ful v glavi, samo te, kva so, veš, te silikonske, ki so res malo nadležni. Imaš tudi zdaj take, ki so bolj tenke, no, ni važno. Glavnem, ampak 11 zelo smotren nakup, to zelo podpiram, 5 epok, ki jih uporabljaš, ajde. Aha. Nisem tebe klicala takrat, ko sem kupovala telefon, ker ga naj kupim. Vsi mene kličejo, Neža. Ja, hvala Bogu. Ampak hočem... Mislim, da si mal samega sebe pohvalil. Nisem sebe pohvalil, ker jaz to ljudem rečem, kaj ne kupijo, pa ker naslednjič jih vidim, imajo nekaj drugega in pač uživite življenje. Pač živite po svoje. Redki smo tisti, ki te upoštevam. Ne, veste, me kar. 5 Apple. Ja, no daj. A lahko pogledam? Lahko pogledaš, okej. Veš kaj fora, te slušalke v resnici ne delajo. Kva? Pa ja. Ker se že prej nisem... No, daj, pa daj dol. Ajde. En neodgovorjen klic. In message. Kaj imam? Itak, da imam Instagram in Snapchat, zato ker to delam pač za osvežilno fronto in tudi to vse šteje. Twitter. Ok, uraden Twitter še kar. Zdaj bi lahko... Tudi neuraden. Ja, kup tweetbota. Zdaj, ker imaš normalen telefon. Pa imam podcaste. Kjere? Apple podcast pač. Ja. Okay. Še enga. Še enga. Ja. Nekaj, kar dejansko uporabljam, pa ni prišlo gor. No. Ja, okej. Smart gimbal. Za gimbal dejansko. Ja. Okej. Lepa. Veš, ti si že čist napredna. Tako da. Ja. Zdaj pa tako. Zadnje vprašanje. A nisva to že dala čez? Sva dala čez, ga bom drugač postavil.
Drugač, si provam zdaj vsakič nekaj drugega zmisliti. Že danes si že eni 3-krat rekel zadnje vprašanje. Zadnja vprašanja, pa zadnje vprašanje ni isto, Neža. Ne? Nekaj pomeni, da so zadnja v vrsti, to je pa zadnje. Smiriš se mi, ko boš tole urejal, ko sva dolga. Pravilna uporaba jezika s tem ne, v glavnem v tem cajtu, ko ste to delali, ne? Kaj je bilo, pa da je bila fizična stvar, kaj ali ti pomagala, ali ti dajala nek mir, ali nekaj v vsemu temu, ta izodrom obdobje, kaj bi to bilo? Turška kava. Ko rečeš turška, s tem turška kava, sklepam, da črno kot vesolje. Sklepam, okay, redno. Okay. Naša Matejč, ki je ful dobro rekla, to, da smo delali izodrom, je bilo samoumevno, ni bilo pa preprosto. Okay. Kar se mi je zdel ful dober stavek, zato ga rada ponovim, je prinesla v službo to električno, ni kafetjera. Una, ki je v bistvu za turško dela, tam je električna. Yes, ok, no. Razumem, ja. In se mi zdi, da bolj kot ne je bila tak tisk, je šla kjerkoli na WC, je šla še sproti umiti to čezo in na novo naredila kavo. Ja, valjda. In jaz sem mislila, po 3 tednih, če nas ne bo korona, nas bo pa infarkt. Ne? Ja, herc na 82. Res, okay. Toliko smo pa tega popile. Izodrom teče na turški kavi. Ja, pa to, pa veš kaj je še bila fora, jaz drugače ful malo uporabljam avto v resnici, ne. Ja. Zdaj pa ni bilo javnega prevoza. Seveda, in si se vozila. Ne, in mi je bilo pač, se mi je pa zdela, veš, ko smo vedno pač ne avti, vedno manj, ne, in tudi, ne vem, resnici ful malo ga uporabljam, ampak tokrat mi je bilo pa zelo fajn, da sem imela avto doma. Ja, in izpiti in vse, ne, ker sploh valjda. Se to zdaj neka teorija, ne, da se avtomobilom na otok slabo, ker če je kje social distancing, ne, je v avtu, ne, veš, kar je... Razen, če greš na prevoz. Ampak so ugasnili vmes, ni bilo prevoza. Ja, edin pametno. Ja. Ok, Neža, najlepša hvala, ker si spet bila v aparatusu, ne, tako da lahko rečeš adijo. Najlepša hvala, Anže, da si me povabil, da si poslušal poezijo in da si naredil. Sodeloval, to je to. Lahko rečeš adijo. Adijo. All right.